Torej, čez kratek oris, kot otrok 2% menda na 5 stopinj vidnega polja, nočna slepota, spomnim se obrisov, spomnim se tudi kakšne barve, spomnim se tudi črk, ker je ravno to, kar je prej profesor govoril, torej lahko sem videla še zelo majhno črko, ampak samo eno naenkrat, pa seveda v posebni svetlobi. No, potem pa z vsakim pretresom v življenju, z vsako večjo žensko hormonsko spremembo, kot je prva menstruacija, kot je porod in tako je šlo, in potem seveda tudi z vsako spremembo v življenju, kot je, ne vem, menjava šole, menjava službe, je zadeva, jaz temu rečem, zelo hinavsko lezla navzdol, tako da se človek sploh tega ne zaveda. In potem je prišlo eno obdobje, ko nisem, tako kot je Mihela rekla, nisem več vedela, a vidim, a ne vidim. In največji pretres mi je bil, na koncu sem potem se ravnala samo še po direktnih izvirih svetlobe. To je pomenilo, da sem z tem centrom vidnega polja poiskala direkten vir svetlobe, torej luč ali pa okno. In ker sem vedela, kje je, in se mi je bilo seveda potem bistveno lažje orientirati. Zato jaz še vedno in bom vedno trdila, da je največja sprememba v padanju vida med čisto malo in nič. Ker dokler imaš ti samo, da se lahko vsaj še po izvirih svetlobe orientiraš, je to še pesmica. No in zato sem imela tudi v stanovanju rada luči, vse posod je kaj gorel. No in ko je nekoč mož prišel domov, je rekel, zakaj si pa v temi? Sem rekla, nisem v temi. Je rekel, seveda, sem imaš vse luči pogasnjene in jaz sem mislila, da me zafrkava in sem šla žarnice šlatat, Morali bi biti 3 luči v kuhinji, bile so 3, zame so bile 3, za njega jih pa ni bilo, In potem, ko sem se prepričala, da teh luči ni, so dejansko te luči tudi zame zginile, In to je bil šok. In potem sem podobno, kot je gospa Darja rekla, šla na pregled in profesorja Havlina direktno vprašala, če rabim napotnico za polje, za psihiatrijo. No in on me takrat potolažil, da ne, da je to normalno, kar se mi dogaja. No in potem me je sesula še ena stvar, namreč, ko sem šla od njega ven, me je sestra nadrla, češ kaj še, poudarjam, sestra, ne zdravniki, sestra, češ kaj še hodim sploh na kliniko in jemljem drugim prostor, češ da jaz itak nimam več tam kaj delati, ker itak nič več ne vidim in mi itak ne more več pomagati. To je bilo zame takrat eno tako spoznanje, da zdaj pa očitno gre za res, ampak jaz še dolgo nisem verjela, da res ne vidim, zaradi tega, ker meni so se slike pojavljale in jaz se spomnim, jaz sem enkrat videla tako lepo moževo srajco, da ima oblečeno, barvno. Jaz nisem nikoli tako dobro videla, kot tiste srajce takrat, Je rekel, jaz sem čist belo mihico gora, Pol, recimo se spomnim, se mi je zdelo, da se mi vid začel kar boljšati. Se mi je zdelo, da vidim prehod za pešce, ali pa da vidim iz ene strani ceste na drugo stran, In potem, ko sem testirala, ko sem želela tisto stvar prijeti, pa ni bilo, In pa sem videla, da to neki možgani ustvarjajo. In recimo, in zdaj se mi dogaja podobno kot, jaz sem zelo močno sposobnost prostorske predstavljivosti in orientacije, to mi je pač dano, In ta prostorska predstavljivost meni pomaga, da si jaz recimo, jaz zdajle tukaj noter, ker vidim ta krog ljudi, ker vas pač slišim, In prej ko sem not prišla, sem prišla od tamle nekje, če se ne motim, ali pa sem se 3krat okoli obrnila, pa ne vem, ampak zdaj se mi je, da sem tam not prišla, naravnost od mene, in zato se je meni skozi zdelo, da je tam svetloba. Zdajle, ko je pa gospod Branko rekel, da je tam da on vidi neka vrata za gospodom Markotom, Ja, se je pa meni kar lučka prižgala kar tam, a me razumete? Se pravi, možgani sproti nekaj ustvarjajo, No in to je bilo meni takrat tako nepojmljivo in nisem več vedela in zato sem potem zaprosila dr. Vidovičevo, da mi je naredila preiskavo, ki se ji reče, prej ste omenil,
če sploh še kaj svetlobe. Elektroetilografija. Tako, nekaj takega. Skratka, da je potem rekla na desnem očesu popolnoma nič, na levem je pa rekla, se ne da izmiriti, ampak na momente se mogoče zazdi, da bi še lahko kaj bilo, rekla, to nimaš ti kaj uporabljati, ne. Se pravi, in od takrat naprej jaz pač vem, da to vse prihaja z mojih možganov. No, potem je bil pa še druga stvar, ki bi omenila, ki se je pa usporedno začela dogajati, je bilo pa to, da se je na mojih očeh začela pa pojavljati neka notranja svetloba. Se pravi, poleg teh, jaz jim kar rečem mentalnih slik, ker jih očitno pač moje mentalne sposobnosti, se upravičujem, če izrastim ta prav. In poleg tega pa še svetloba. In meni se je začelo dogajati, da je bilo celotno moje vidno polje prekrito s tako lepo svetlobo, da bi že človek mislil, da imam kakšne mistične privide. Tako, a ne, se pravi, čez celo je šla ena taka svetloba, ki se je spreminjala. Zdaj, kakšne barve je bila, vam jaz čisto točno ne vem povedati, zaradi tega, ker jaz nisem nikoli ločila rumene, roza, rdeče, oranžne in teh barv, ampak vsekakor večino časa v teh barvah. Spomnim se tudi modro-zelene, ki je bila zame vedno ena in ista barva in zelo redko je prehajalo tisto barvo, ampak je bilo bolj v teh živih, se pravi teh, jaz tako bi rekla, kot jih vi imenujete, tople barve, a ne? No in to je vztrajalo tudi zvečer, zelo močno, tako da me je motil pri spanju. Potem se je pa počasi ta svetloba začela pa spreminjati v pike, kot je prej gospa Petra omenila, v pike, v razne oblike in tako naprej. In jaz še danes, recimo, zdaj trenutno v tej fazi moji, recimo, če jaz zaprem oči ali pa če imam odprte oči, mi je čisto vseeno, se pojavljajo in mentalne slike in te svetlobni efekti. In trenutno so ti svetlobni efekti kot neka taka, če si predstavljate, pikčasta mreža, ki je čez obe očesi razpeta. Te pike so velike, ne vem, približno kvadratni centimeter, se rahlo premikajo ves čas, ni jih po vsem vidnem polju enako. Nekatere so močnejše in nekatere so šibkejše in vse pa, kot bi nekako poleg teh pik, pa še tiste letale sem pa tja, veste, ko pažgeš kresničko, ko se nekaj bliska, pa tako, ne. No in ta svetloba se kadar sem jaz utrujena, se ta svetloba razmnoži, jo je več, tudi kadar se prestrašim, jo je več, potem tudi kadar sem recimo pod neko napetostjo, tako, ne, takrat jo je več. Zjutraj, ko so oči spočite ali možgani ali kaj ste vem kdo, je tega manj, a ne. Potem pa na levem očesu imam en močen reflektor, jaz temu pravim, ki vedno bolj sveti, a ne, kot druge pikce, a ne. Tako da, skratka, ves čas se nekaj dogaja in se nekaj premika. In samo še to bi rekla, a ne, da ena izmed stvari pri ugašanju vida, ki jo zdaj za nazaj lahko vidim, da se je zgodila, a ne, je bilo pa to, da so se moje, se pravi, da so mi možgani droben izvor svetlobe, se nekaj, ne, da sem izvor svetlobe še nazadnje videla, a ne, in majhen izvor svetlobe so mi možgani pretvorili v ogromno svetlobe. In tako so se začele te svetlobe potem pojavljati, ki so potem začele pa nastajati kar direktno brez samega izvora svetlobe. Toliko, no, jaz približam, na začetku zelo moteče, pa se pa človek vsega navadi in kar me ubije, ukrepi.